Zgodba z ogljikovimi hidrati je v osnovi zelo preprosta. Dovolj ogljikovih hidratov, zadostna zaloga ogljikovih hidratov, pač izboljša performance. In ker imamo v telesu omejene zaloge ogljikovih hidratov, lahko teh med intenzivno telesno aktivnostjo zmanjka, oziroma načeloma jih precej hitro zmanjka, in takrat, ko jih zmanjka, je športnik nekako prisiljen, da zniža intenzivnost. Pomeni, da se poslabša njegov performance. In potem še ena stvar, ki sledi, ker telo, sploh če športnik potem vseeno želi vzdrževati intenzivnost na neki relativno visoki ravni, zdaj mišice vseeno rabijo glukozo in telo se bo potem prisiljeno zanašati na alternativne vire. Zdaj problem je, ker so alternativni viri načeloma potem beljakovine in najpomembnejša zaloga beljakovin v človeškem telesu so mišice. To pomeni, da bo telo začelo razgrajevati mišice, da pridela glukozo. Torej še en neugoden rezultat za športnika. To pomeni, da če hoče športnik najprej vzdrževati visoko intenzivnost, dlje časa, veliko časa, in če hoče zaščititi svojo mišično maso, potem mora zaužiti zadosti ogljikovih hidratov in dovolj hitro razpoložljivih ogljikovih hidratov.